Eno od bistveno pomembnejših tem, kot je spreminjanje referendumske zakonodaje, se ravno kar odvija v slovenskem parlamentu, gre za spremembo pokojninskega zakona. Z obžalovanjem tukaj ugotavljam, da so bila vsa naša dopolnila zavrnjena. Niti eno pomembno dopolnilo vložili, pa smo jih veliko. V dosedanjih postopkih ni dobilo podpore od vladne koalicije. Sem in tjeka še njihov poslanec glasoval za naše predloge, v glavnem pa je bilo vse zavrnjeno. In to pomeni, da se približujemo predvsej žalostnemu koncu zgodbe, ki je imela tudi ponesrečen začetek. No, predsednika vlade, ki se je bil pripravljen prodati za 20-minutni fototermin, predsednika vlade, ki neposredno hodi na javna podjetja in jih vodi, predsednika vlade, ki se sestane pravzaprav z vsakim, če le zraven kamera ali pa fotoaparati. Ta predsednik vlade ni našel niti 5 minut časa, da bi se sestal z opozicijo v zvezi z spremembo pokojninske zakonodaje, ki je izjemno pomembna tema in ki zadeva ne samo sedanje, ampak tudi prihodnje generacije. Če že vlada ni bila sposobna pogledati malo naprej, če vladna koalicija ni bila sposobna pogledati malo naprej in podpisati partnerstva za razvoj in za izhod iz krize, potem bi se morali vsaj ob tako pomembnih projektih, kot je podpisati arbitražnega sporazuma s Hrvaško ali spremembi pokojninske zakonodaje ad hoc sestati in stvari uskladiti. Pri pokojninski zakonodaji je verjetno manjko en sam sestanek in bi bilo doseženo precej širše politično soglasje, ker ga ni bilo. Sem jaz javno povedal, pod kakšnimi pogoji je Slovenska demokratska stranka, kljub temu, da ni tega soglasja pripravljen sodelovati pri tem projektu, nikakršnega odziva ni bilo. Skratka, niti 5 minut časa si vlada ni vzela za poskus, da bi stvari uskladile, čeprav so bili naši pogoji izjemno blagi. Kljub temu je Slovenska demokratska stranka konstruktivno sodelovala v procesu, parlamentarnem postopku sprejemanja tega zakona. Vložili smo številna dopolnila, absolutno sprejemljiva tudi za vladno koalicijo. Vsa pomembna so bila arogantno zavrnjena. Naša poslanska skupina zdaj dela še na tem zadnjem poskusu v tretjem branju, ker pa je zelo malo možnosti za kakšne zelo pomembne spremembe, ker veliko odključnih členov sploh ni odprtih. Tako da kaže, da bomo morali na koncu glasovati proti. In to bomo storili. To bomo storili ne samo iz teh razlogov, ki sem jih zdaj navedel, ampak tudi zaradi tega, ker ta zakon, tudi če bo na koncu vstopil veljavo, kar ni ravno gotovo, glede na napovedane aktivnosti Državnega sveta in sindikatov v zvezi z referendumom, ampak tudi če bi stopil veljavo, bo potrebno v nekaj letih ponovno spreminjati, ker, kot že rečeno, tukaj ne gre za neko celovito pokojninsko reformo, gre za popravke pokojninske zakonodaje, ki so izpustili zelo pomembne potrebne spremembe, o katerih smo mi govorili tako v svojih amandmajih kot v načelnih stališčih. In ta zakon, tudi če bo stopil veljavo, bo treba v vsakem primeru v naslednjih letih popravljati in reformo pravzaprav realno izvesti in to še prej, preden bi ta zakon sploh imel kakršnekoli realne učinke v praksi. Torej, razlogov za glasovanje proti je veliko in so tako vsebinski kot tudi drugi. Zdaj izkoristim bi to priložnost tudi zato, da pozorimo na ponavljanje neke precej nesrečne zgodbe, ki se je začela z imenovanjem gospoda Masleša za predsednika Vrhovnega sodišča. Zdaj je kandidat podobnega profila in podobne nekredibilnosti, mislim, da so edini kandidat za generalnega državnega tožilca, gre za gospoda Zvonka Fišerja, ki je dokazljivo
in dokazano sodeloval v sodnih zadevah, na podlagi katerih so bile kršene temeljne človekove pravice. Tukaj obstajajo nedvoumne in verodostojne listine in ta človek ne bi nikoli smel opravljati funkcij v pravosodju, kaj šele opravljati tako pomembne funkcije, kot je vodenje tožilske organizacije. Očitno je edini kriterij vladne koalicije, da na takšno mesto v zadnjem času imenuje deklarirane kršitelje človekovih pravic. In to v času, ko človekove pravice postajajo tudi eden od temeljev novega razmisleka oziroma razmisleka o reorganiziranju svetovne ureditve in ko stopajo v ospredje tako v nacionalnih, kot tudi v internacionalnih okvirih. Mi bomo temu imenovanju nasprotovali. Pozivamo vladno koalicijo, da premisli preden tak predlog, kakorkoli pošlje naprej po tej proceduri. Zagotovo to ne bo stalo brez odmevov znotraj Evropske unije in širše mednarodne skupnosti zaradi razlogov, ki sem jih ravnokar povedal. Zdaj, ti dve potezi in tudi še nekatere druge kažejo na to, da se v Sloveniji vladna koalicija in njeno ozadje pripravlja na nek čas, v katerem mislijo, da se bodo morali očitno še bistveno bolj nasloniti na represijo. Drugače takšnih kadrov ne bi imenovali na takšna mesta in se izpostavljali Slovenijo zmanjševanju mednarodnega ugleda. Dejstvo je, da odkar je ta vladna koalicija v zadnjih 2 letih prihaja do množičnih zlorab, represivnih in drugih nadzornih ali pa inšpekcijskih organov, predvsem proti opoziciji. Zadnji tak eklatanten primer, ki se je prehitro polegel, je hišna preiskava in tožba proti poslancu, ki je zapustil največjo vladno stranko in to samo nekaj dni po tistem, ko je naredil ta korak. In še vrsto drugih, nekaj od teh bomo predstavili tudi v prihodnjih dneh. Danes smo dobili informacije, da se pripravljajo čistke v Slovenski vojski, da se za namestitve na ključne položaje pripravljajo kadri, ki izhajajo iz bivše poražene jugoslovanske armade. Tudi ljudje, ki so bili sodelavci nekdanjega generala Jela in sedanjega iskanega vojnega zločinca Ratka Mladića. In kolikor se je to dejansko zgodilo, bo to samo še dodaten dokaz, da sedanja vladna koalicija ne zaupa ustavnim instrumentom, ampak se pripravlja na represijo.